Ja, v to nikakor ne dvomim, no, morebiti pa nam Rok tudi kaj zaigra, vendarle vemo, da zna igrati na kitaro, harmoniko pa vem, da je hotel zamenjati, tako da mogoče vseeno to ni njegova sfera. Maša, najlepša hvala, no, preden pa gremo v Mengeš oziroma natančneje v melodije Mengeš, mogoče še par besed o zgodovini glasbe v Mengšu, ki je seveda doma tam že kar nekaj časa. Nenazadnje se je mengeška godba ustanovila pred 119 leti, leta 1946 pa je bila ustanovljena tovarna glasbil Melodija, o kateri bomo govorili danes in kjer se Rok pravzaprav že nahaja. Mengeška Melodija izdeluje akustične in aerofonske inštrumente od ideje do končnega izdelka. Vsekakor, če imate kakšen inštrument Melodij Mengeš doma, ste lahko precej ponosni. Če ga pa res imate, nam pošljite fotografijo na katerega od naših družbenih omrežij. Kaj več o tovarni pa nam bo zdaj na sami lokaciji povedal Rok. Tija, najlepša hvala in en lep pozdrav v Ljubljani. Res je, nahajam se tukaj v trgovini Melodija Mengeš, ki slovi po Sloveniji in celo po svetu. Tudi sam lahko povem, da imam doma 40 let staro kitaro Melodijo Mengeš, da tista črna kitara, o kateri poje Vlado Kreslin, da je pravzaprav tudi iz Melodije Mengeš in da imajo tukaj zelo bogato zgodovino in celo harmoniko, ki jo imam doma, je prav tako iz Melodije Mengeš, tako da sem velik oboževalec njihovega dela. Tukaj ob meni pa Borut Burgar iz Melodije. Borut, prav lepo pozdravljeni in hvala, da ste me tako lepo sprejeli v tole vašo trgovino. Ja, lepo pozdravljeni v našem podjetju. Nam je v veselje, da ste nas prišli obiskat. Upam, da vam bomo lahko povedali kaj zanimivega o naših inštrumentih. V to sploh ne dvomim, Borut. Melodija, kot sem že omenil, ima izredno bogato zgodovino. Kako se je pravzaprav zgodovina izdelovanja inštrumentov tukaj začela? Ja, res je, tovarna je tukaj že od leta 1946. Prvotno je bilo na tem mestu rojstna hiša Janeza Trdine, kasneje pa so izdelovali slamnike. Potem po drugi svetovni vojni so v Sloveniji iskali tovarno, kjer bi izdelovali glasbila in so se odločili za Mengeš. In tako so leta 1946 izdelovali vse različne glasbila, kot so brenkala, godala, bobne, predvsem pa harmonike. In s katerim inštrumentom pa se je sploh začelo in katerih inštrumentov izdelate danes največ? Mislim, začelo se je z brenkali, tudi izdelali so jih največ, sedaj so pa to diatonične harmonike. Pa je priljubljenost igranja harmonikov v Sloveniji še vedno visoka? Ja, zelo visoka. Diatonična harmonika kot ljudski inštrument, mislim, da je v Sloveniji zelo priljubljen. Ja, in tudi glasbila Melodije Mengeš so izredno priljubljena, kamorkoli greš po Sloveniji, vidiš vaše inštrumente. Morda izvažate svoje inštrumente tudi v tujino? Ja, nekaj kosov izvozimo v Ameriko, v Avstralijo, Nemčijo. Predvsem so to zamejski Slovenci oziroma tisti, ki so imeli predniki v Sloveniji. Torej, gre tudi čez planke in prav je seveda tako. Ja, Melodija Mengeš torej ima res bogato zgodovino, omenili ste največ danes diatoničnih harmonik. Koliko časa pa sploh poteka sama izdelava diatonične harmonike? Izgleda namreč izredno kompleksen inštrument. Ja, izdelava poteka tam približno 3 mesece. Če predpostavljamo, da imamo les že vnaprej pripravljen. Ja, verjetno se vse začne tudi pri lesu. Kako pa to se pravi poteka? Sam izbor lesa in potem sama izdelava. Tukaj v Mengšu imate namreč izdelavo inštrumentov in tudi prodajo. Ampak se morda za začetek res dotakniva kar izdelave. Najprej je treba verjetno izbrati pravi les. Kako pa potem poteka samo delo v vaših obratih? Ja, najprej se začne pri sami izbiri lesa. Les je zelo pomemben, predvsem nekateri elementi so sestavljeni iz resonančne smreke. Resonančna smreka pri nas raste na Pokljuki ali pa v Kočevski reki, predvsem mora imeti drevo težke pogoje za rast, da ima
čim več letnic, da je čim bolj gosto, pa čim manj grč. Zdaj, sam les izbiramo po zvoku, mora biti potem tudi dobro sušen, pa tudi pazljivo je treba ravnati s tem lesom, da ni poškodovan. Potem, ko dobimo les, ga potem naprej obdelamo, sestavimo lesene dele, tudi pomemben je lepilo, kakšne vrste uporabljamo. Potem, ko sestavimo lesene dele, začnemo sestavo same mehanike, se pa trudimo, da vse dele, pa tudi kovinske dele sestavimo pri nas, da čim manj stvari kupimo. Se pravi, nekako izdelava inštrumenta od začetnega lesa do končnega produkta dejansko poteka tukaj. Ja, tako je. Zdaj, če pogledava harmoniko po elementih, zdaj se bo malo usmerila v diatonično harmoniko. Je tako, zdaj leseni elementi, kot so te lesene škatle, se pravi diskantni del, pa potem basni del. Najprej to pripravimo za lakiranje. Potem, ko je to polakirano, počakamo tam cirka 14 dni, da se lak dobro posuši, potem začnemo samo sestavo. Sestavimo še greben, potem pa začnemo z izdelavo diskantne mehanike. Diskantna mehanika je sestavljena iz aluminijastih tipk, ročic, ki je potrebno vsako posebej ročno zakriviti. Potem dodamo še gumbe, poklopke, svilci in je... Mehanizem sedaj tukaj že deluje. Ja. Se pravi, to pomeni, da ko zaigraš določen ton, se samo ta dvigne in potem spusti določen zvok. Zdaj, zelo pomembna pri izdelavi mehanike je natančnost, kajti ta mehanika ne sme imeti nobene zračnosti, tipke morajo biti na mestu, ne smejo migati, zato da poklopka natančno zapre luknjo oziroma se prilega na luknjo. Ker če to postane, potem pušča zrak, kar pa ne želimo. To se potem bi verjetno poznalo tudi pri zvoku. Kakšno pa je razmerje tukaj nekako ročnega in mehanskega dela pri izdelavi same harmonike? Ročnega dela je veliko, seveda pa uporabljamo tudi stroje, tako da ne moramo reči, da je vse ročno delo, ker delo odžagamo s sekularjem, in drugače ročnega dela je pa še vseeno veliko, ampak si pomagamo stroji. Ja, seveda, drugače prav gotovo ne gre. No, tole pa je meh, če pravim. Ja, mehove izdelujemo tudi sami. Meh je sestavljen iz lepenke, ovčje kože, pa lesenega okvirja. Potem pa za sam okras dodamo še okrasni papir. V tem primeru gre za slovensko planinko, lahko pa izdelamo čist po želji stranke. Znak Ferrarija, hribe, karkoli si zaželite. Katera je bila pa kakšna taka zanimiva želja, ki je imela kakšna stranka, če ni skrivnost? Ja, najbolj zanimiv je bil gospod, ki si izbral zlate palce. Na eni strani imel še sliko Prešerna in drugi strani kip Svobode. Tisti je res kar projekt. Unikatno delo. Ja, potem so pa še okraski. Zdaj ta okrasni trak, pa potem ta zaščitno robno platno, ki je pa tudi lahko v več različnih barvah, kot le vidimo. Zdaj pri mehu je zelo pomembno, da med igranjem ni trd, da lepo se igra, pa da tesni. Življenjska doba mehu je pa malo odvisna od igralca na harmoniko. Drugače pa tudi, so imeli tudi že harmonike, ki so bile stare 100 let, pa je bil meh še v redu. Tako da to je čisto odvisno, lahko je par let, lahko pa zelo dolgo. En lep pozdrav spet z melodije Mengeš, tukaj se nahajamo, govora je o glasbilih, ki jih tukaj izdelujejo, prodajajo in tudi servisirajo. Tukaj le ob meni gospod Borut Burgar iz melodije Mengeš in govorila sva ravno o mehovih, imeli smo rahle tehnične težave s signalom. Zanimalo me je, kako sploh se meh popravi in ali se ga sploh splača popravljati. Ja, sam meh se lahko popravi do neke
primere, vendar pa če je zelo poškodovan, največkrat izdelamo novega. Omenili ste tudi različna imena za harmonike, kje so tiste najbolj tipične, tradicionalne, ki jih tukaj ponujate in katere grejo najbolj v promet? Ja, zdaj, tradicionalna diatonična harmonika je slovenka ali planinka, zdaj v tem primeru imamo tukaj planinko. Planinka je znana po tem, da ima zelene okraske, se pravi zelen meh, slovensko planinko in pa značilno intarzijo. Potem pa še veliko je teh motivov tudi lesenih, naravnih, se tega nekako želite držati, da je čim bolj vse natur? Ja, zdaj v zadnjem času je zelo moderno, da je harmonika čim bolj lesena, čim bolj natur, tudi se pravi sami gumbi iz lesa, potem trobente, nogice, da je čim bolj, bom rekel, natur. Drugače pa imamo tudi druge modele, se pravi lahko so tole, da je furnirano, se pravi v tem primeru je ptičji javor, korenina, potem tam za vami je užgano les, pa potem pobarvano, pa polakirano. Tako da se zelo približamo sami stranki, pa potem modi. Ja, in res imate kar precej izbire, že tukaj je na voljo kar precej različnih harmonik, tako diatoničnih kot klavirskih. Borut, jaz predlagam, da se malce še sprehodiva po sami izložbi, trgovini, kaj vse tukaj ponujate, pa vam kar predajam mikrofon, pa me malce popeljite skozi. Ja. Sami modeli grejo od začetnih, primernih začetnike, oziroma za glasbeno šolo, pa potem do največjih oziroma najboljše kakovosti, so pa te španske kitare. Potem Imate pa samo klasične ali tudi akustične? Ne, klasične, akustične, potem elektroakustične, električne, bas. Pa tudi imamo vso opremo, pa tudi servis za kitare. Zdaj tukaj za vami lahko potem pogledate godala, imamo violine, violončela, kontrabase. Koliko različnih ljudi pa izdeluje vse te inštrumente? Ja, zdaj pri nas izdelujemo samo harmonike, ostalih inštrumentov žal ne izdelujemo več. Nas je s kooperanti ured 10. Včasih, ko je bila tovarna, je bilo ljudi precej več, zdaj pa žal samo še v tem številu. Torej, tukaj so violine, violončela, kontrabas, ne? Tako je. Dobro. Ali lahko tukaj tudi kakšna stranka, se pravi, preizkusi inštrumente? Lahko pridete, preizkusite vse inštrumente. Tudi kitare so v različnih barvah, pa violine, da si pogledamo. Tako, violine so v vseh razredih, se pravi od najcenejše tudi do najmanjše, pa potem do boljše kvalitete. So pa primerne tako za glasbeno šolo, kot za začetnike ali pa potem tudi za prave mojstre. Pa ste morda opazili, da ravno zaradi melodije mengaš, da je tukaj tudi bolj priljubljeno, da ljudje se učijo inštrumentov? Zdaj, Mengaš je že tako znan kot kraj glasbe, tako da mislim, da se kar veliko Mengšanov ukvarja z glasbo. Zdaj, prav melodija, kot sama firma, ne vem, če ima kaj dosti vpliva na to, ampak načeloma so Mengšani glasbeni ljudje. Tukaj vidim, lahko dobimo tudi pasove za različna brenkala. In pa, a je tole banjo slučajno? Ja, res je, banjo. Zanimivo. Zdaj v tem kotu imamo ukulele. Ukulele. Zanimivo. Tudi verjetno, ker jim raste priljubljeno zadnje čase, ne? Dobro, Zdaj, tudi nekaj zgodovinskih slik. Ja, tu so še stari mojstri iz prvotne tovarne. Ja, res Ker je pa to za družinsko podjetje, so tudi na slikah večinoma sorodniki.
Pa tudi sami potem izhajate iz te družine. Ja, Aha. Aha, potem imamo tukaj le pihala, še trobila. tako. Trobila, pihala, prečne flavte, kljunaste flavte, potem klarinete. Zdaj nekaj se najde tudi učnega materiala za najmlajše. Aha. Zdaj v zadnjem obdobju so zelo popularni klavinovi oziroma električne klavirje. Pa mogoče ustne harmonike ali orglice. V nekem obdobju se tudi melodija izdelovala, orglice. Aha. Izdelovali so tudi svoje glasilke, ampak samo kratek čas. Večinoma pa držimo Honor, Seidel in pa Suzuki. Aha. Potem zelo popularni kajoni. Taki praktični bobni, ne, ki jih lahko neseš kamorkoli v bogen in tako naprej. Ja. Aha. To so pa terapevtska glasbila. Wow. Zdaj najbolj popularne so mogoče kristalne posode, tibetanske posode, šamanski bobni in pa indijanske flavte. Imajo zelo poseben zvok. Se dobro vidi, odlično. Evo, takole. Aha. In to je vse bolj popularno, torej za sproščanje, za Tako, terapijo. za terapije, tako. Aha. Potem pa tukaj tudi različne ropotuljice, ne? Ja, pa za vami koši zvončki. Aha. To ni namenjen temu, da postavite na teraso zunaj, pa da potem za samo terapijo, kot terapevtsko glasbilo. Aha. Bi morda preizkusila tudi kakšnega izmed teh loncev, je to mogoče? Ja, lahko sam trenutek. Aha, seveda. Takole, jaz bom pa se malce ogledal, kako tole vse zveni. Aha. Kristalka za lofel, dober dan. Dober dan, zdravo. Dober dan. Takole, evo, je prišel še en mojster. Potem se pa ponovno vzbuja nehanje. Ja, moram priznati, da ima res kar tak terapevtski občutek. Vi igrate kar nekaj inštrumentov, kaj ne? Bo držalo, ja. Bo držalo. Jaz sem akademski glasbenik, moje ime je Boštjan Dimnik. Aha, V osnovi sem klarnetist pa dirigent po izobrazbi, ja. aha. Tako da, kakšen klavir tu, če igramo, pa tako. Odlično. Jaz imam mogoče eno prošnjo, ne vem sicer, če boste želeli, ampak a bi nam mogoče za konec zaigrali nekaj na enega izmed inštrumentov tukaj le. Rade volje, ampak žal poškodba. Sem vas ravno dobil. Torej, kar nekaj inštrumentov igrate, pa verjetno imate kar inštrumente tukaj le z melodijami in še ne? Zdaj tukaj imamo, bom rekel, cel spektr pihal, trobil, godal, bom rekel, digitalnih pianinov, klavirjev, terapevtskih inštrumentov, tolkal, audiotehnike, skratka kompleten spektr, kar se igra oziroma kar se uporablja v glasbenem svetu. Potem lahko tudi dobro svetujete strankam, ki kaj potrebujejo. Ja, definitivno, glede na to, da sam delujem tudi na pedagoškem področju, vemo potrebe, bom rekel, mladih glasbenikov, tako da mislim, da lahko zadostimo tako amaterskim kot profesionalnim glasbenikom. Kaj pa recimo so tiste pogoste napake, ki jih včasih storimo, ko želimo kupiti nov inštrument? V osnovi, da stranka gleda samo na ceno. Aha. Cena ni vedno vodilo, ne? Ker mislim, je treba vedeti prvič, zakaj želite inštrument, zakaj ga boste uporabljali
pa čemu bo v končni fazi služil. Ne? In temu primerno je potem treba izbrati inštrument. Ni nujno vedno najdražji inštrument, najboljši inštrument. Pa poveste tudi, če je kakšen malo dražji, pa poveste, ja, mogoče bi vam pa vseeno priporočal, kdaj tudi tega, ki je cenejši, se to tudi kdaj zgodi v trgovini? Definitivno, ker enostavno za začetnika ni inštrument, ki je namenjen profesionalcem, ker je v osnovi fizično pretežek in je treba temu ustrezno izbrati inštrument. Najlepša hvala, Boštjan, za vsa tale pojasnila. Delujete torej samo v trgovini ali tudi pri servisu? Ne, v osnovi servis ima pri nas čez Borut in pa gospod Ciril. Mi smo pa bolj, bom rekel, podpora strankam in pa za strokovno svetovanje. Kateri inštrument, pa če bi samo enega morali izbrati, kateri inštrument se najbolj prodaja tukaj? Ali pa bi ga najbolj svetovali? Ja, jaz osebno klarnet, ker sem akademski klarnetist. Ja, ima izredno prijeten tak zvok jazzy, ki je tudi precej popularen zadnje čase. Ja, dejstvo je, da je klarnet inštrument, ki ga najdemo, bom rekel, skoraj da v vseh stilih. Od narodozabavne, klasične, jazzovske, pop glaze, skratka, na vseh področjih. Boštjan, najlepša hvala za vsa ta pojasnila. Še naprej vam želim uspešno delo, veliko uspešno prodanih dobrih inštrumentov, veliko in seveda mladih, ki se še vedno zanimajo za glasbo. Ja, hvala lepa vam za obisk in pa skratka se priporočamo tudi v prihodnje. Takole, najlepša hvala, Boštjan. Mi se gremo na hitro še malce pogledati po trgovinici, potem pa se bomo poslušali melodija Mengaš tukajle nasproti cerkve zraven Trdinovega trga v Mengšu, tako da če boste hodili kaj mimo, se le oglasite. Toliko za enkrat iz Mengša in vse dobro želim. Oglasi.